Bomo jutri za vas tudi mi. Krajše in daljše transverzale oziroma obhodnice so med slovenskimi planinci vse bolj priljubljene, pa ni nujno, da na njih osvajamo visoke vrhove, v prvi vrsti skrbimo za svoje telo in spoznavamo manj znane kotičke Slovenije. Krožno pot po obronkih občine ima tudi Brezovica pri Ljubljani. Dolga je kar 84 km. Matej Podgoršek je na prvi dan prehodil njen barjanski del. Planet na potepu. Takšnega planinskega smerokaza pa še ne. V 4 smeri, ob osrednjem križišču pod Peči. Pohod sem začel v smeri severa, čez Ljubljanico, po pentlji. Za mano sta prva 2 kilometra, mislim pa, da jih bo danes še kar nekaj. Čas je za malo drugačno pohodniško avanturo. Nedavno sva se s prijateljem, ki je doma tule pod Krimom, pogovarjala o nabiranju kilometrov po Medvedovih stopinjah in mi je omenil pentljo. Nisem še nikoli prej išel. Gre pa za krožno pot v obliki osmice oziroma pentlje po občini Brezovica. Niti nisem vedel, da v to občino spada tudi Krim ter Rakitna. In zato je ta pot dolga kar 84 km. Ideja je, da jo prehodim v 2 etapah. Na tej poti so nekako združili vse zanimive točke in kraje v občini. Začel pa sem s tem lažjim barjanskim delom na mostu čez Ljubljanico, torej v Podpeči, kjer se ta 2 kroga nekako stikata v osmico oziroma pentljo. Za ogrevanje za to celodnevno turo je prečenje Barja po poljski poti proti Notranjim Goricam kot nalašč. Na začetku naselja zavijemo desno. Markacij ne manjka. Prečkamo bolj močvirne del po toku Drobtinka in gremo prek ali okoli Kuclja do Pčenica. Nato pa je že pred nami prvi vzpon na pentlji, na drugi najvišji vrh na Ljubljanskem barju, kjer trenutno ne manjka pomladnega cvetja, visoki 375 metrov. Za mano je dobrih 6 km in prvih 100 višincev na temle Kuclju nad Donanjimi Goricami. Veliki vrh čez barje gre kar hitro po kolovozih, malo tudi po pešpoti, po teh barjanskih gozdičkih. Grem torej v smeri severa proti Brezovici. Pot je lepo označena tako s grafičnimi markacijami, kot tudi s to ležečo osmico, ki predstavlja pentlo, predvsem na vseh razpotih. Sicer je pentlja razdeljena na 18 odsekov, vsak ima tudi kontrolni žig, kot je tale tule na Velikem vrhu. Po sestopu z grebena Velikega vrha nas čaka nekaj kilometrov hoje po cesti, čez Zunanje Gorice in po glavni cesti do Brezovice, kjer prečkamo najprej avtocesto in nato še Tržaško cesto. V naselju, ki je dalo ime tej občini, sledimo oznakam za Gradišče in ne še za Debeli hrib. Zdaj pa spet malo navkreber, smer Gradišče in nato Debeli vrh, tu sem na tem severnem obrobju občine Brezovica. Prejšnjih 5 km je šlo večinoma po cesti od Zunanjih Goric proti Brezovici, tako da ta del ni bil tako prijeten kot tisti začetni, zdaj pa spet nazaj v pomladni gost. Prek Fajtovega vrha se markirana pot zložno vzpenja, ob njej je poskrbljeno tudi za animacijo najmlajših. Samo nekaj zadnjih minut vzpona na Gradišče je bolj strmih. Tudi na tem visoke 530 metrov je kontrolni žig, pa igrala in na klopcah prva priložnost za počitek in malico. Nadaljujemo po skrajnem severnem robu občine, v smeri zahoda, po pešpoteh in vlakah. Najprej malo navzdol, nato bo sledil nov zložen vzpon. Sem tik pred Debelim vrhom, 540 metrov od Gradišča grem, sicer pa je za mano že 15 km pentlje. Lepo nabiram kilometre, razlog pa za trening za Medvedove stopinje. Gre za najzahtevnejši vzdržljivostni pohod v Sloveniji, po Kočevskem rogu, 64 km, več kot 2000 višincev. No, sam sem se za prvič prijavil na polovičko na 36 km, se pa prijave na začetku februarja jih ponavadi odprejo. Zapolnijo že v nekaj urah. Mislim, da bo udeležencev več kot 1200. Debeli vrh je visok 540 metrov. Na njem krenemo v levo in začnemo sestop proti Dragomeru in Lukovici, ki so sicer že v sosednji občini. Razpotje na vlakah so lepo označena. Ko prečkamo se nožeti na Liparjevem griču, gremo naravnost proti Lukovici. Spustimo se do naselja in Tržaške ceste, ki jo prečkamo in znova tudi avtocesto. Pred nami je drugo prečenje Ljubljanskega barja, zdaj v smeri juga. Na začetku vasi Podpešivica se vrnemo v kost in se začnemo zložno vzpenjati na najvišji hrib na Barju. Na 390 metrov visoko Plešivica, sam vrh je nekaj 100 metrov nad vasjo, nekoliko iz same poti.
ni pa z njega pravega razgleda. Tole je Plešivica, pravzaprav že četrti hribček na tej turi, tako da sem naredil več kot 550 višincev, pa čeprav je večina kilometrov položnih, dobrih 22 jih je že za mano. Sredi Barja sem, vračam se torej proti Podpeči. Je pa tole blizu še ena zanimiva stvar, sicer v sosednji občini, tako da tale pentlja ne gre mimo. To je Mali plac, ostanek Barja, kot je nekoč bil, mokrišče, žabe, zanimivi zvoki, to si morate enkrat pogledati. Ko se stopimo v Notranje Gorice, pri novem gasilskem domu krenemo desno na Makadamsko cesto, ki preči Barjo ob železniški progi. Cerkvica Sveta Ana postaja vse večja, najprej pa pridemo do Ljubljanice. Severni del pentlje je za mano, tam je že Podpeč pod Sveto Ano, tako da še nekaj 100 metrov do mosta čez Ljubljanico. 27 kilometrov sem naredil, krajši je ta severni barjanski krog, tako da me daljši hribovski še čaka. Bom danes še malo potegnil, vsaj še do jezera pa na Sveto Ano. Približno 7 ur mi je vse skupaj vzelo s postanki ured. Kar nekaj asfaltnih delov tule čez Barje, tako da sama pot ni ravno za dol past. Lepa je pa prava za nabiranje kilometrov, vse pa, čeprav je precej ravninska, nabere kar nekaj višincev, dobrih 700. Čez Podpeč se sprehodimo še do vasi jezera in tamkajšnjega jezera, kjer se začne še zadnji vzpon dneva, vsaj na Sveto Ano. Če imamo več časa, pa lahko krenemo še do Planince pod Krimom. Tako se krog podaljša na 40 kilometrov. V obeh primerih se nato pentljo preseka in spusti do vasi Preserje, od tam pa se vrne na izhodišče v Podpeč. Prav planinsko društvo Podpeč Preserje je pred nekaj leti uredilo pentljo. 484 metrov visoke Svete Ane je v primeru lepega vremena izvrstna panorama na prehojno pot prek Barja. Od Podpeškega jezera, ki je z 51 metri globine eno najglobjih v Sloveniji, sem se povzpel na Sveto Ano, ki je nekako srce te občine Brezovica, ki je velika 91 kvadratnih kilometrov. Sama Brezovica naselje je na severu, torej Sveta Ana, ta razglednik nad Ljubljansko Barje, tu v središču. Na eni strani torej Barje, Ljubljanica, voda, na drugi strani pa kraški svet Krimskega pogorja za drugo etapo te pentlje. Ja, naš Matej je zelo trpežen.